Kristijani, ki vztrajajo pri vedno se je delalo tako, imajo srce zaprto za presenečenja Svetega Duha in nikoli ne dospejo do polnosti resnice, saj so malikovalci in uporniki. Tako je dejal papež Frančišek med homilijo 18. januarja, ki jo je imel med jutrenjo mašo v kapeli doma Svete Marte. V nadaljevanju je poudaril, da je postava v službi človeka, človek pa je v službi Boga in zato mora človek imeti odprto srce. Vedno se je delalo tako, po Frančiškovih besedah pomeni imeti srce zaprto. Jezus pa nam je rekel, poslal vam bom Svetega Duha in on vas bo vodil v polnost resnice. Če imaš srce zaprto za novost duha, nikoli ne boš prispel do polnosti resnice in tvoje krščansko življenje bo življenje na pol, zakrpano življenje, zakrpano z novimi stvarmi na neki strukturi, ki ni odprta za Gospodov glas, zaprto srce, ker nisi zmožen zamenjati mehov. To pa je bil tudi greh kralja Savla, ki je raje poslušal ljudstvo kot pa Gospodovo voljo, zaradi katerega je bil tako zavrnjen. In to je tudi greh mnogih kristjanov, ki se oklenejo tistega, kar se je vedno počelo in ne dopustijo, da bi se mehove zamenjalo. Končajo s polovičnim življenjem, zakrpanim, brez smisla. Greh je zaprto srce, ki ne posluša Gospodovega glasu, ki ni odprto za Gospodovo novost, za duha, ki nas vedno preseneča. Upor, pravi Samuel, je kakor greh vraževanja in samovolja kakor zlo malikovanja. Kristijani, ki vztrajajo pri vedno se je delalo tako, grešijo, je zatrdil papež. To je greh vraževanja. Je kakor, da bi hodili k vedeževalki. Zanje je bolj pomembno to, kar je bilo rečeno in to se ne spremeni. To, kar jaz čutim v svojem zaprtem srcu, je bolj pomembno kot pa Božja beseda. Samovolja je tudi greh malikovanja. Kristijan, ki trmasto vztraja pri svojem, greši. Prava pot pa je po papeževih besedah odpreti srce za Svetega Duha in razločevati, kaj je Božja volja.